Zavod za turizem v Idriji ima novega direktorja, pred katerim je kar nekaj trdih orehov, saj tudi z UNESCOM zaščitena dediščina v mesto in okolico sama ni prinesla razcveta turizma. Kako iz dediščine rudnika in čipk torej oblikovati uspešno turistično zgodbo, ki bo odpirala tudi nova delovna mesta, se v teh dneh sprašuje novi direktor javnega zavoda, ki mu bodo naložili še upravljanje športnih in kulturnih objektov v občini. Bo torej ekipa 12 zaposlenih to zmogla? Bomo vprašali gosta, ki danes prihaja v našo oddajo. Robert Šinkovec, pozdravljeni in dobrodošli v naši oddaji. Lepo pozdravljeni. Zavod za turizem prevzemate v takem zanimivem, težkem obdobju. Pravzaprav, kakšna je vizija razvoja tega zavoda v prihodnje? Hvala. Najprej hvala lepa za povabilo. Pozdravljam vse poslušalke in poslušalce oziroma gledalce in gledalce. Težko obdobje, vsako obdobje je po svoje težko, ampak smo pred nekim izzivom. Zavod skozi leta je deloval dobro, zgradil veliko vsebin, sprejela se je nova strategija turizma do leta 2030 in ta nam narekuje kar veliko dela, precej optimistične cilje. In dejansko je cilj nadaljevati vse zastavljeno delo in se bolj usmeriti v trženje. Zavod je občinski zavod, javni zavod, občina ga financira oziroma njegove dejavnosti. V programu dela, v vaši prijavi ste zapisali, da se zavzemate za regenerativni turizem. Kakšna oblika turizma je to? Zdaj več pojmov imamo, vsak je po svoje bolj modern, ampak regenerativna oblika turizma je predvsem to, da ohranimo, porabimo tisto, kar imamo, da nadgradimo z vsebinami in da v bistvu tako lokalno okolje kot obiskovalci dobijo neko dodano vrednost. To nekako vidim kot regenerativna oblika turizma. Glavni temelji turizma v Idriji pa najbrž ostajajo UNESCO zgodba o rudniku, zgodba o čipkarstvu, najbrž to drži. Drži, pač UNESCO dediščina je v Idriji nek unikum, praktično v slovenskem prostoru in smo edini, ki imamo 3 vpise na UNESCO dediščino in tudi v svetovnem merilu smo mogoče celo bolj znani kot znotraj države. Tako da tehnično-kulturna dediščina sigurno ostaja neko vodilo, naša odgovornost, da jo pač naprej negujemo in obnavljamo in tudi kažemo obiskovalcem. Vzporedno seveda imamo pa precej obsežno okolje, podeželje, naše planote in predvsem ta steber si želim, da bi ga dvignili oziroma pripeljali na neko vzporedno raven z tehnično dediščino. In to je tudi potem nekako osnova za doseganje zastavljenih ciljev. Vsak od teh stebrov ima veliko akterjev, veliko ljudi se ukvarja z najrazličnejšimi oblikami, recimo turizma. Kako sodelujejo ti posamezniki med sabo? Posamezniki, pač imamo rudnik živega srebra, CUD HG, potem mestni muzej in čipkarska šola in to so nekako neki trije glavni ponudniki oziroma ustanove. Moram reči, da v zadnjih letih imam občutek, da je tega povezovanja kar precej. Tudi sam sem zdaj v zadnjih mesecih nekako se seznanil z vsako institucijo in precej pozitivno mislim, da smo vsi naravnani. Tako da, kaj je pa tisto, kar lahko dodamo, je pa to, da mislim, da je Idrija dovolj močna, da jo predstavljamo kot enotno destinacijo, se pravi, da je to, da navzven ponujamo Idrijo, znotraj pa pač imamo te specializirane enote, ki je vsaka za sebe pač samostojna enota in mislim, da je tudi prav tako, ker so toliko različne dejavnosti.
Govorite o različnih enotah. Je mogoče, da bi turist, ko pride v mesto, dobil z eno vstopnico vstop v vse objekte? Deloma je ta način vzpostavljen. Nismo prav uspešni pri trženju tega. Želja pa je in tudi mislim, da je naklonjenost za določene programe je v to smer in bomo to spodbujali tudi naprej. Oziroma delali na tem. Čeprav med oblikami turizma najbrž ne stavite na masovni turizem, kot naprimer Postojnska jama ali kaj podobnega. Ne? Najbrž gre v Idriji za primer butičnega turizma. Butični turizem oziroma, dajmo tako reči, masovni turizem, mislim, da ni bojazen. Prvič nimamo prostora, nimamo kapacitet in tudi nimamo nekih takih atrakcij, da bi lahko to čez noč postala destinacija za masovni turizem, ne nikakor. Ne, da ne želimo več turizma, kot ga imamo, ampak neko zmerno rast, poslušati moramo okolje, tako kot bo okolje pripravljeno povečevati nastanitvene kapacitete. Tako moramo v strani javnih ustanov občine skrbeti za ustrezno infrastrukturo v mestu, kjer lahko obiskovalec doživi vso dediščino, kulinariko, vse, kar imamo praktično, planote in okolica in pa omogoča, da pač kvalitetno prebivajo pri nas več časa. To je nekako nek osnovni namen. Oblike ponudbe pa se bodo najbrž v prihodnje prilagajale željam, potrebam turistov. Stalno se moramo pač temu prilagajati, ampak vseeno se mi zdi, Idrija je toliko posebna, da je prav, da ohranimo to našo identiteto, delovnost ljudi, praktično zelo redko poseljeno podeželje, neokrnjeno naravo, hneče nimamo in ne bi šel zelo v smeri spreminjanja, ampak predvsem, da ponosno pokažemo to, kar imamo, tako kot živimo, vključno z našo kulinariko. Skratka, mislim, prepričan sem, da je Idrija dovolj močna destinacija, da se pač postavimo ob bok bolj vidnih na zemljevidu. V vaši prijavi ste poudarili tudi potrebo po tem, da bi zavod pospešil prodajno funkcijo. Kaj ste mislili s tem? Ja, trženje, prodaja, brez tega ne gre. Poudaril sem zato, ker trenutno oziroma skozi leta se je zavod zelo veliko ukvarjal z strokovnim delom, se pravi pripravo samih vsebin, z izobraževanjem, z osveščanjem javnosti. In teh vsebin je veliko, povezati jih moramo, kar ste prej omenili, z skupnimi vstopnicami v zanimive programe. Potrebe obiskovalcev se spreminjajo. Nekdo si želi pogledati Idrijo tudi samo v eni uri, nekdo v 3. In vzporedno z ciljem podaljševanja sezone in daljše dobe bivanja, tudi dnevni obisk je pomemben predvsem za muzej, ponudbo v Rudniku, se pravi Antonijev rov, topilnica, gozdarska hiša. Tako da ta del mislim, da je ključen. Vaš zavod ima tudi nekaj zaposlenih. Koliko jih je trenutno, kako bo v prihodnje? Trenutno je na zavodu 11 zaposlenih. V prijavi sem izpostavil in tudi nekako moj cilj je tak, da števila zaposlenih ne povečujemo ob trenutnem obsegu zadolžitev. Verjamem, da je v zavodu strokovno kader, dober kader. Tudi zdaj sem prepričan v to, ker sem ta drugi teden praktično delam in res kolegice in kolegi, pač vsak svoje področje imajo polno dela in tudi dejansko so zelo marljivi pri delu.
Verjamem pa, da lahko del ekipe se usmeri bolj v prodajo. Najprej moramo pomagati našim ponudnikom, da so vidni, poskušati z ustanoviteljem, z občino delati na tem, da se pač pripravlja okolje, ki bo spodbujalo turizem. Turizem je pač gospodarska panoga in verjamem, da je poleg industrije, kmetijstva tudi malo prostora za turizem, da nekaj več prebivalcev živi od tega, kot jih trenutno recimo. Ne? Prej ste rekli, pri sedanjem obsegu dejavnosti toliko zaposlenih. V vaši prijavi sem zasledil tudi podatek, da razmišljate o širitvi dejavnosti. Predvsem tu mislim na področje športa, na področje kulture. Je res, da boste postali tudi upravnik športnih objektov? To je bila zahteva v razpisu. Želja ustanovitelja občine je, da se tudi ta dejavnost v bodoče oblikuje na Zavodu za turizem. Lahko, da bo potrebno spremeniti samo obliko zavoda oziroma statut in tudi organiziranost. O tem se še nismo v detajle pogovarjali, je pa to nekak cilj, da uskladimo, da odpremo to področje čez poletje in nekje do jesenskega dela oblikujemo en vidik in da vidimo, kakšne so možnosti. Eno je, bi rekel, upravljanje z objekti, drugo pa tudi pripravljanje vsebin. Se boste tudi na to področje vsebin, na področju športa in kulture spustili? Preveč vam ne smemo obljubiti, ampak najprej mislim, da je to kar velik zalogaj, oziroma osebno mi je to področje zanimivo. Prvo je govora o upravljanju objektov, Modra dvorana, stadion, kulturna dvorana. Prednost pri prireditvah pa vidim predvsem v tem, da lahko enotno oglašujemo, da si vzpostavimo neke ustaljene kontakte, da smo hitro pripravljeni na samo organizacijo. Ni pa realno pričakovati, da bi pa zdaj Zavod za turizem prevzel kar vso organizacijo na svoja ramena. Predvsem pri prireditvah, predvsem govorimo o tem, da enotno oglašujemo in pri določene prireditve v občini, ki jih ni malo, vidim tudi kot potencial, da jih dejansko s tem nagovorimo tudi potencialne obiskovalce. Da niso prireditve namenjene samo lokalni publiki, ampak da mogoče dodamo nekaj prireditvam s povečanjem obiska. Po zgledu mogoče tudi drugih kulturnih središč v bližini, ki znajo pritegniti, bi rekel, širši krog publike. Tako je. Recimo, osebno vidim Idrijo kot zelo močno s prireditvami. Recimo, če gledamo samo poletje, začnemo zdaj s čipkarskim festivalom in potem si sledijo prireditve tekom celega poletja do zaključka počitnic. In vključno z vsemi 10 krajevnimi skupnostmi, praktično vsa društva so aktivna in prav vsi dogodki so vsak po svoje zelo dodelani. Minuli vikend smo imeli Plum petk, mislim, da se je prireditev dobro oprela. Četrtki na placu so že vrsto let. To so vse dosti kvalitetne prireditve in jih komot oglašujemo tudi kot nek večji dogodek v mestu. Grajski večeri, potem dogodki po vseh krajevnih skupnostih praktično. Vsaka krajevna skupnost ima vsaj en letni dogodek, pa je to veselica z ansamblom, ampak zakaj ne? To se mi pač zdi potencial, spet da ponosno pokažemo tisto, kar imamo, in pomagamo organizatorju, da se mu na koncu prireditev splača. Vaše delovno področje je zelo raznoliko, široko, pa vendarle nekatere prioritete boste morali postaviti. Katere vidite danes za prihodnjih par let?
Najprej to, da oblikujemo ustrezne programe, da nam to postane rutina. Da smo pripravljeni hitro sprejeti obiskovalca, da lahko hitro delamo ponudbe. Potem oglaševanje, pojavljanje na sejmih kot Idrija, kot enotna Idrija. To sodelovanje bom poskušal najprej vzpostaviti. Potem osebno bi se rad seznanil z skoraj vsemi ponudniki, tako da vidim, kaj dejansko ljudje, krajani pričakujejo od zavoda. Namen javnega zavoda je, da pomaga, da dela v skladu z navodili ali pa z smernicami ustanovitelja, da pomaga okolju, da pomaga prebivalcem in šele na to je potem posredno, da se ukvarja tudi z gosti. Na mesto direktorja javnega zavoda ste sedaj prišli iz tovarne Kolektor. Tam ste delali, mislim, da okrog 30 let. Boste kaj od tega razmišljanja, načina dela v tej urejeni, uspešni tovarni prenesli tudi v ta zavod? Res je. Na Kolektorju sem bil 30 let. Lahko rečem, da zelo zadovoljen sem z delom v Kolektorju. Jaz sem bil stalno v dobri ekipi, imel dobro ekipo sodelavcev. Vsekakor bom normalno, saj to te Kolektor oziroma vsako podjetje te skozi tako obdobje nekako zgradi. In škoda je, da bi pozabil oziroma da bi začel delati čisto na drug način, to ne morem. Zavedam se, da je javni sektor nekoliko drugačen, ampak vseeno, tudi to je namen, da tudi s tem namenom sem sprejel to odločitev, da normalno porabim dobre prakse, tudi z tega vidika, kar sem skozi delovno dobo ustvaril. Lokalno politiko, javno življenje ste spremljali in tudi sooblikovali, mislim, da zadnja 2 mandata ste član sveta občine. Je ta vaša nova funkcija kaj v nasprotju interesov s članstvom v svetu občine? Boste ostali svetnik? Res je, ta drugi mandat sem svetnik občinskega sveta. Funkcija je nekako v nasprotju interesov in z določenimi omejitvami. Lahko bi ostal, ne morem sodelovati pri odločanju, ko se zadeve dotikajo sredstev za zavod oziroma vse posredne dejavnosti. Odločil sem se, da podam odstopno izjavo za občinski svet in tudi z mesta predsednika odbora za gospodarske dejavnosti, ker je tudi povezan z delovanjem zavoda. Tako da zdaj odločitev naprej pa še ni. Je pa tudi res, da so lokalne volitve pred vrati, jeseni bodo volivci izbirali novo sestavo in začelo se bo novo obdobje. Hitro bo. Kako vidite turizem v Idriji čez, na primer, 5 let? Turizem v Idriji vidim predvsem, da se približamo ciljem podanih v strategiji. To je nekje 60,000 nočitev na leto, ne? Zdaj smo nekje 25 in 30 tam not. Da vzpodbudimo še nekaj ponudnikov, da si uredijo namestitvene kapacitete in da podaljšamo to sezono turistično. Špica je zdaj od junija do konca avgusta, ampak Idrija, sem prepričan, da je to primerna za kolesarstvo, za pohodništvo. V primeru slabega vremena imamo Antonijev rov, imamo krasen muzej. Se pravi, polno možnosti je za obisk tekom celega leta in čisto v vseh vremenskih pogojih. Tako da na to bomo stavili, na tem moramo delati, da bomo dejansko lahko rekli, da smo prišli nasproti z danim ciljem. Robert Činkovec, jaz vam čestitam ob prevzemu te nove funkcije, vam želim uspešno delo, ne samo v tem letu, ampak tudi v celotnem obdobju, ki je pred vami. Hvala za ta pogovor in hvala za obisk v naši oddaji.
Lepa hvala tudi vam za povabilo. Obenem želim tudi vam uspešno delo nadalje in vabim pa vse, da obiščejo Idrijo, da si jo ogledajo, njene vrednote in da izkusijo žlikrofe in še vse ostale kulinarične dobrote, ki jih ta naša dolina ponuja. Ta dediščina je bogata. Res je. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.